Jaz sem Janez Rozman iz Bohinja, sem član Gorsko-reševalne službe Bohinj. Trenutno opravljam tudi dolžnost predsednika Gorsko-reševalne zveze Slovenije. Gorski reševalec mora biti prvo usposobljen za delo, ki ga opravljamo, potem mora imeti rezerviran čas za to delo, mora uskladiti odnose v družini, mora biti pripravljen žrtvovati se za marsikakšno uro ali dan prostega časa, tudi kakšen dan dopusta gre v te namene, in s časoma to postane tudi način življenja in na to mora biti pripravljen. Ko se človek enkrat odloči za ta poklic, rešitve ni več, se pravi, si v temu, si ali nisi. Ja, reševalci smo pripravljeni 24 ur na dan za reševanje, da smo pa dobro pripravljeni, se pa pripravljamo na individualnih usposabljanjih, to mislim predvsem na skrbimo za lastno fizično pripravljenost, potem so pa tu vaje, usposabljanja, ki jih izvajamo v okviru društva. Potem so pa usposabljanja specialistov, te se pa izvajajo na nivoju komisij Gorsko-reševalne zveze, tu mislim predvsem reševalce letalce, pa vodnike reševalnih psov in tudi deloma inštruktorji Gorsko-reševalne službe. Ravno danes imamo tukaj eno od vaj, mislim, da je ta četrta v letošnjem letu, čakajo nas pa najmanj 3 še, tako da bomo lahko normalno pričakali sezono pripravljeni na akcijo. Intervencije rastejo z leta v leto, sploh smo priča porastu ali trendu porasta v zadnjih 5 letih. V lanskem letu smo opravili 537 intervencij, to mislim, da smo porabili za to cirka 15.600 ur. Sodelovalo je v teh intervencijah 4.400 reševalcev. Moram reči, da tam cirka nekje 70% upravimo v poletnem času, to rečemo, da res upoštevamo jesenski del, spomladanski del, od maja naprej pa poletni del. To je razumljivo, ker v tem času je največ obiska gora, tudi turistična sezona je na višku in v tem času je pogostost intervencij največja. Pri mojem delu je vidim največji izziv to, da poskrbim, da je moštvo organizirano, da smo čim hitreje pri ponesrečencu, da ga čim hitreje oskrbimo in da ga oskrbljenega čim hitreje predamo v nadaljnjo oskrbo. Breme je pa v tem, da čutim odgovornost za izvedbo tega dela, čutim odgovornost do svojega moštva, odgovornost za usposobljenost moštva in seveda tudi za morebitne posledice, ki pa so nepredvidljive.